pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Celju, kjer se bo kmalu začela tekma 33. kroga prve slovenske nogometne lige Telema. Na stadionu z Dežele se bosta pomerila zadnja dva slovenska prvaka, domače Celje in Mura. Kuzmanović je prišel do žoge, tudi Brecelj prihaja iz ozadja, dobil je žogo Amadej Brecelj. Predložek Brecla proti oddaljenejši vratnici in gol! Gol za Celjane! Jon Žboran je dosegel drugi gol v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige. Prvi zadetek je dosegel proti Mariboru, zdaj pa je zadel torej tudi proti aktualnim prvakom. Nogometaši Celja se torej veselijo vodstva. Stisnili nasprotnika, čeprav vodijo, želijo seveda doseči še en gol. Tu je Pegić. Lepa poteza Tjaša Pegića, ki je izvrstan v igri 1-1. To je bil vrhunski strel. Potem podaja. Klepač pa je nekoliko zamudil. Je pa potem prišel do žoge Mihael Klepač. Mihael Klepač preigrava. Klepač brani Rozman. Tole je bil sijajen poskus Hrvata, toda Celjani so se obranili. Ima dokaj nizke nogometaše, zato ni nobenega nogometaša, ki bi bil dober naslovnik za visoke podaje. Muraši pa pretijo. Padec pred kazenskim prostorom in prosti strel bo za Muro. Čudi se David Zec. In rdeči karton za Zeca. Aleksandar Matković je pokazal rdeči karton, no ni nujno, da bo pri tej odločitvi obveljalo. Hitro je tu rdeči karton izvlekel Aleksandar Matković in zares zanimiva odločitev, no. Kovs. Dobra podaja Kovsa, tole bi lahko bilo nevarno. Klepač pred vrata, Daku ima priložnost in gol. Mura je izenačila, Mirlin Daku je strelec. Četrti gol Kosovca v letošnji sezoni in Sobočani torej v 54. minuti srečanja prihaja do izenačenja. Tokrat slaba reakcija Matjaža Rozmana. Bolje bi lahko odreagiral celjski vratar in to je torej izkoristil Mirlin Daku, ki je z neposredne bližine žogo pospravil mrežo in tako potrpežljivi prepričani v to, da jim bo slejko prej uspelo priti do drugega zadetka. Zdaj dobro Tamar Svetlin, krasna podaja Svetlina, priložnost za Celje, to da brani Zalokar. Šturam, lepa poteza Kalina Šturma, ki je zdaj žogo potegnil naprej. Na levi strani opazil Mihaela Klepača. V izvrstni formi je Klepač, Mihael Klepač, dobra podaja Klepača, priložnost za Muro in gol! Mura vodi z 2-1, Luka Bobičanec je strelec in zdaj je sam na vrhu večne liste strelcev Mure v tem tekmovanju. 32. gol Bobičanca. Tole je sicer njegov 7. zadetek v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige, skupno torej 32. Tole je Damir Čontala, ki se je razveselil popolnega preobrata svoje ekipe. Pretijo nogometaši Mure, Klepač se bori, zelo hiter je Klepač, bistveno hitrejši od Klisa in 11 metrovka za Muro. Sijajna poteza Mihaela Klepača, ki je v tej akciji dokazal, da je hitrejši od Žana Flisa, ta se potem še boril, ampak zaustavil ga je s prekrškom in je bil Klepač pod prekrškom in oznaniš, da gre za 11 metrovko. Aleluja, pregled je končan, kako nepričakovano, Tomi Horvat in Mura vodi s 3-1, 7. gol Horvata v tej sezoni prve slovenske nogometne lige, skupno njegov 13. v tem tekmovanju in Mura torej prihaja do zmage. Tale tekma pa nekako ni najbolj regularna glede na te sodniške odločitve. Simon Rožman, danes ste odlično krenili v tekmo, tudi hitro prišli do vodilnega zadetka. Tudi po golu ste nekako bili na tekmečevi polovici, iskali nove priložnosti, potem pa ta rdeči karton. Vem, da ne marate govoriti o sodniških odločitvah, ampak tole danes je bila pa res konkretna napaka v vašo škodo.
Jaz bom začel najprej čestitke Celskim Grofom na obletnici. Ena, bom rekel, zavidljiva številka. Zahvala vsem igralcem, ki so prišli na štadion. Igralci prihajajo na štadion, da se pač, bom rekel, gleda dober nogomet. Jaz mislim, da smo ga in mi in igralci Mure prikazali do pač, bom rekel, te sporne situacije. Najmanj, kar lahko rečem, da mi bo rekel žal za gledalce, da morajo gledati to, kar se dogaja. Čestitam fantom, mislim, da so se borili pošteno, da smo bili zelo dobri, mislim, da je bila dobra tekma. Potem normalno z igralcem manj nekako smo poskušali, bom rekel, v tej srednji coni nekako narediti dober blok, prihajati v protinapade, ampak enostavno, bom rekel, Mura je zelo hitro zadela in nekako nam je zmanjkalo, bom rekel, za ta drugi gol. Ampak še enkrat, za nas, bom rekel, ena dobra tekma. Žal mi je predvsem vseh ljudi, ki hodijo na igrišča zaradi nogometa in takšne stvari, mislim, da pač ne sodijo pač na prvo ligo. Damir Čantala, danes ste zabeležili zelo pomembno zmago, ste pa verjetno imeli precej sodniške pomoči, če se strinjate, zmaga morda zaradi tega kaj manj sladka. Ja, nisem si še ogledal situacijo, oziroma ni bilo še za to možnosti. Sigurno je tiste vdeči karton spremenil potek tekme. Sicer smo zopet mi prvi zadeli vratnico, po tistem prejeli zadetek, na to je še Celje imelo eno vratnico, bili so dominantni, v prvem polčasu do rdečega kartona, oziroma mogoče tistih 5 minut pred rdečim smo ustvarili neko ravnovesje v igri in so ustvarili neke šanse. Če je bil rdeči neupravičeno, potem ja, ampak tako je, tudi smolo smo že imeli v tej sezoni s sodniškimi odločitvami, na koncu se vse to nekako izravna. Potem v drugem polčasu pa zares dobra predstava, zdelo se je, da ste precej mirno prišli do popolnega preobrata. Ja, mislim, ekipa je izkušena, zavedali smo se, da je časa več kot dovolj, da je ključ, da bomo potrpežljivi, to je vsekakor, da vsi priložnosti bomo sigurno ustvarjali, ampak da ne silimo, da ne želimo prehitro neke stvari narediti, ampak zadetki so nam šli na roko, vsi so bili v pravem času in potek tekme je potem šel popolnoma v našo stran. Zdaj smo že v zaključni fazi prvenstva, ali zaradi tega kaj bolj podrobno spremljate tudi rezultate Olimpije? Pa sigurno nekje v podzavesti je tudi razmišljanje o tem, poskušamo se čim bolj osredotočiti sami na sebe, na koncu še vedno sami odločamo o tem, ali bomo tretji, ker imamo tudi Olimpijo še do konca prvenstva v Stožicah. Čim bolj mora fokus stati na nas samih, če bomo mi pravi, to sem že nekaj ponovil, če bomo to v kontinuiteti oziroma bomo vse zadnje 3 kroge odigrali po naših zmožnostih, sem prepričan, da nam bo uspelo. Žan Medved, za vami je težak in verjetno nezaslužen poraz, v tekmo ste krenili dobro, tudi prišli do vodilnega zadetka, potem pa vem, da ne marate govoriti o sodniku, ampak kako bi komentirali tisto napako? Jaz bi prvo se zahvalil publiki, našim navijačem, da so prišli v takem številu. Tako kot ste sami rekli, mislim, da ena boljših predstav do 40. minute. Rad bi pohvalil fante, mislim, da smo izgledali res kot ekipa, igrali smo nogomet, prikazali smo to, kaj si želimo. Potem pač tudi moment, ko zdaj pač nas drži že, ne vem, 7, 8 tekmo zapored, gre vse kontra nam. Prišlo je tako daleč, da tudi mi več ne moramo dati glavo dol pa biti tiho. Sodnik pač danes, po mojem mnenju, nam pokvari perfektno tekmo. Nasprotnik si v bistvu ni preigral nič, lahko bi rekli, niso prišli preko centra 40 minut. Pol pa pač spet neko darilo kontra nam. Tako da ne vem, kaj naj več rečem, iz tekme v tekmo se nam to dogaja. Zdaj, ali se to zdi samo nam, ne vem, ampak vsak, ki se malo spozna na ta šport, vidi, da se nam godi neka krivica, ampak mi gremo naprej, mi smo ekipa, ki trdo dela, ki se bo borila naprej in imamo 3 tekme do konca in bomo videli, kaj nam to prinese. Luka Bobičanec, vknjižili ste zelo pomembno zmago, verjetno pa lahko priznate, da ste imeli precej sodniške pomoči. Kakšno je to vprašanje? Zakaj bi imeli sodniško pomoč? David Zec je bil malce nenavadno izključen, se ne strinjate s tem?
nikoli se ne strinjam s tem, ker Klepač, če se obrne, gre sam gol. 100% priložnost, tako da, ne vem, očitno je rdeč karton, če je bil VAR, če je bilo pregledano, pa je bil karton rdeč pokazan, tako da ne vidim problem v tem. Dobro, v drugem polčasu ste potem odlično odgovorili, dosegli 3 zadetke, tudi vi ste dosegli drugega za vodstvo. Zdaj ste skočili pred Olimpijo, ali morda zdaj, ko smo v zaključni fazi prvenstva, že pogledujete proti rezultatom Olimpije? Ne, sigurno, mi imamo tekmo z njimi, mi smo odvisni sami od sebe, gledamo samo sebe, gremo tekmo po tekmo in nas ne zanima lestvica, lestvico bomo pogledali na koncu, ko bo zadnje kolo končano. Tako da borimo se vsako tekmo, istina je, drugi polčas smo bili boljši, zaradi njihovega, ne vem, ali kartona ali ne vem čega. Pokazali smo karakter, vrnili smo se iz 1-0, od začetka tekme smo gubili, smo se morali zbrati skupaj in smo pokazali karakter.